Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratno kuharsko obarvano pravljico poklanjam Timeji Ameliji, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljicam. Najlepša hvala, Timeja Ameliji. Obeta se nekaj res okusnega. Saj bomo spoznali prikupnega ježka Pepka, ki se je odločil, da bo skuhal nekaj slastnega. A ježek je kmalu ugotovil, da to ni tako preprosto. Zato se je odločil in na pomoč poklical izkušeno babico ter pravega kuharskega mojstra Lojzeta Čopa. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Timeje Ameliji z naslovom Ježek Pepko peče palačinke, ki je nastala izpod peresa avtorjev Ines Čop in Lojzeta Čop. Sem majhen, prijazen in navihan ježek, ki ga vsi kličejo Pepko. Zelo rad počnem ogromno stvari. Rišem, pojem, plešem, se igram z žogo in še bi lahko našteval. Ampak najrajši od vsega pa pomagam mami, očiju, babici in dediju pri kuhanju in pripravljanju slastnih jedi. Še rajši kot to, da jih opazujem in jim pomagam pri pripravi dobrot, pa te okusne jedi pojem. Takrat sva vesela tako jaz kot moj trebušček. Vse stvari, ki jih dobim na krožnik, mi sicer res niso vedno najbolj všeč. Ampak starši so ponosni name, ker vsako hrano vedno saj poskusim in naredim grižljaj ali dva. Šele potem lahko ocenim, ali mi je jed všeč ali ne. Ker pogosto razmišljam o hrani, se mi je porodila ideja, da bi tudi jaz pripravil kaj okusnega za podzob. Nekega sobotnega jutra, ko sta mami in oči še spala, sem skoval načrt, kako jo bom presenetil s slastnim zajtrkom, ki ga bom pripravil sam. Odprl sem hladilnik. V njem sem zagledal ogromno reči, ki jih zelo rad jem. Po glavi so mi švignile misli. Če združim vse tisto, kar imam najrajši, bo nastal res odličen zajtrk. Iz hladilnika sem vzel kisle kumarice, mleko, ribe, korenje, sir, jajca in ogromno čokolado z lešniki. Vse te sestavine sem dal v veliko skledo in jih dobro premešal. Ponosno sem postavil jed na mizo. Stekel sem v spalnico in začel na ves glas kričati. Mami, oči, zbudita se, hitro, pridita v kuhinjo in poglejta. Pripravil sem vama najboljši zajtrk na svetu. Mami in oči sta se spogledala. Vstala sta, se skupaj z menoj napotila v kuhinjo in sedla za mizo. Ves navdušen sem jima nadeval jed na krožnik in rekel: poskusita, zagotovo vama bo všeč. Že po prvem grižljaju moje jedi jo je kar zvilo v želodcu, saj ni bila dobrega okusa. Vse sestavine, ki sem jih jaz, nevednež, združil, namreč ne gredo skupaj. Nista me želela prizadeti, a sta vedela, da mi morata povedati resnico. Pojasnila sta mi, da če združimo vse stvari, ki se nam zdijo dobre, še ne pomeni, da bo tudi jed pripravljena iz njih okusna. Sprva jima nisem verjel, potem pa sem svojo jed poskusil tudi sam. Moram priznati, da res ni bila dobra.
Takrat sem komaj zadrževal solze, v srcu pa sem čutil veliko razočaranje. Mislil sem, da je kuhanje čisto preprosto, toda izkazalo se je, da to ni res. Umaknil sem se v svoj kotiček na jasi in potočil nekaj solz. Potem, ko je bila najhujša žalost mimo, pa sem si solze obrisal in se odločil, da ne bom kar takoj obupal. Stekel sem k svoji zlati babici, ki je vedno polna modrosti. Prepričan sem bil, da bo imela zame dober nasvet. Ko me je zagledala pred vrati svoje hiše, je bila kar malo presenečena. Dal sem ji poljubček na lice, jo prijel za roko in jo odvlekel v kuhinjo. Nato pa sem ji povedal: Očiju in mami sem pripravil zajtrk, ki ni bil okusen. Prosim, svetuj mi, kako naj pripravim najboljši zajtrk na svetu, saj jo želim prijetno presenetiti. Babica se mi je nasmehnila. Dragi moj Pepko, najprej razmisli, kaj je tvoj najljubši zajtrk. Potem pa ti bom pomagala in ti razložila, kako ga pripraviš. Ni mi bilo treba dolgo razmišljati, katera je tista jed, ki jo najrajši zajtrkujem. Čisto vsak dan bi namreč lahko jedel palačinke. Takoj sem zakričal: Babica, babica, prosim, nauči me peči palačinke. Babica mi je odgovorila: Dragi moj Pepko, seveda ti bom zaupala recept, vendar se boš moral potem sam potruditi in iz sestavin pripraviti palačinke. Seveda, seveda, babica, ti mi samo povej recept, nato pa bom vse naredil sam. Velikokrat sem že opazoval, kako ste ti, dedi, mami in oči pekli palačinke. Zagotovo mi bo uspelo speči najboljše na svetu. Babica je modro molčala. Iz predala je vzela porumenel list papirja z receptom. Takole mi je svetovala: Najprej si pripravi vse sestavine, ki jih boš potreboval. Jajca, moko, mleko, med, sol in olje za peko. Pripravi si tudi pripomočke: posodo za maso, metlico za mešanje, ponev, zajemalko in lopatko za obračanje. Posodo ubij 3 jajca, dodaj ščepec soli in 1 deciliter mleka ter sestavine razmešaj. Dodaj 250 gramov gladke moke in vse sestavine dobro razmešaj z metlico, da ne bo grudic. Nato masi prilij še 4 decilitre mleka in jo še enkrat dobro razmešaj. Maso pusti stati vsaj 5 minut. Nato vanjo vmešaj še žlico medu. Potem pa ti bom pomagala pri prižiganju štedilnika. Temperatura, pri kateri se pečejo palačinke, ne sme biti previsoka, saj nihče ne mara črnih in zažganih. Na štedilnik daj ponev in vanjo kapni nekaj kapelj olja. Ko je ponev segreta, dodaj 1 zajemalko mase. Razlij jo po ponvi in jo zapeci, najprej z ene strani, nato še z druge. Če se prva palačinka ponesreči, naj te ne skrbi, si jo bova pač razdelila midva. Nikar ne pozabi v peko vključiti tudi najpomembnejše skrivne sestavine, ki ni naprodaj. Reče se ji ljubezen. Takoj sem se lotil dela. Pripravil sem si posodo za maso, metlico za mešanje, zajemalko, lopatko za obračanje in ponev. Nato sem na mizo začel prinašati sestavine za palačinke. Posodo sem po babičinem receptu uvil jajca in dodal moko. Začel sem mešati, vendar bolj ko sem mešal, več grudic je bilo v masi. Mislil sem, da to pač ni nič takšnega, zato sem dodal kar 2 žlici medu za vsak primer
in namesto ščepca kar 3 žlice soli. Zmes ni bila takšna, kot mi je rekla babica, zato sem jo poklical na pomoč. Opomnila me je, da sem pozabil na mleko. Potem, ko sem uredil tudi to, je bila zmes videti bolje. Vendar je bila, ko sem jo poskusil, zelo slana. Mislil sem si, da bo bolje, ko se bo zmes spekla, zato sem v ponev dodal zajemalko mase. Vse skupaj se je dobro zapeklo. No, preveč zapeklo. Če povem po pravici, se je moja prva palačinka čisto zažgala. Enako se je zgodilo tudi z drugo in tretjo. Bil sem žalosten in jezen hkrati, a sem se odločil, da ne bom obupal. Na pomoč sem poklical babico. Prišla je v kuhinjo in razložil se mi, kaj vse sem naredil pri peki. Opozorila me je, da ponve nisem namazal z oljem, zato ni nič čudnega, da so se mi vse palačinke zažgale. Izvedel sem torej, kje sem storil napako. Zato sem bil prepričan, da ne more iti nič več narobe in da mi bo res uspelo speči najboljše palačinke na svetu. Znova sem opravil celotni postopek priprave mase. Zelo sem pazil, da ponve nisem pozabil namazati z oljem. In res mi je uspelo speči palačinko, ki ni bila zažgana. Ampak, veste kaj? Ta palačinka je bila pa čisto brez okusa, ker sem pozabil na ščepec soli in med, ki da palačinkam tako dober okus. Ves žalosten sem se odpravil babico seznaniti s tem, da bom prenehal peči palačinke, saj mi ne uspe speči dobrih. Potožil sem ji, da očitno nisem dober kuhar in da mi nikoli ne bo uspelo pripraviti odličnih palačink. Babica me je objela in mi s toplim nasmehom dejala: Nikar ne skrbi, mali moj. Nihče se ne rodi z vsem znanjem tega sveta. Vsako novo stvar se je treba naučiti in se zanjo potruditi. Saj veš, vaja dela mojstra. Če želiš, sem lahko ob tebi v kuhinji in ti pomagam, da ne boš pozabil katere od sestavin. Sprejel sem babičino pomoč in se odločil že v tretje lotiti dela v upanju, da mi bo končno uspelo. Preden sem še tretjič začel delati palačinke, je babica rekla: Najprej bova sedla za računalnik in si na spletu ogledala, kako palačinke pečejo pravi kuharski mojstri. Šla sva v dnevno sobo, prižgala računalnik in na spletu poiskala filmček, ki prikazuje, kako palačinke peče kuharski mojster Lojze Čop. Posnetek me je tako pritegnil, da sem gledal z izbuljenimi očmi. Po ogledu sem samo zavzdihnil. Wow, tudi jaz bi nekoč želel tako dobro kuhati. Babica se je nasmehnila in še enkrat ponovila: Vaja dela mojstra. Če boš pridno vadil in veliko kuhal, se boš izuril. In nekoč ti res lahko uspe postati mojster kuhanja. Vztrajaj in ne obupaj, ko se pojavijo ovire. Odločil sem se, da bom vztrajal in poskušal tako dolgo, da mi bo uspelo. Po ogledu filmčka sva šla z babico nazaj v kuhinjo. Tam pa me je na kuhinjskem pultu čakalo pravo pravcato presenečenje. Dobil sem čisto nov predpasnik s svojim imenom in takšno kuharsko kapo, kakršne imajo samo pomembni kuharji. Nad darilom sem bil navdušen. Babico sem prosil, naj mi zaveže predpasnik, sam pa sem si na glavo nadel kuharsko kapo. In sva se lotila dela. Vse pripomočke in vse sestavine sem znova, že tretjič, postavil na pult. Babica pa mi je še enkrat povedala svoj skrivni recept za palačinke.
Zdaj sem delal vse korak za korakom in res upošteval čisto vsa babičina navodila. Prav tako sem v maso dodal vse sestavine čisto po receptu. In tudi ponev sem namazal z oljem. Babica mi je pomagala pri štedilniku, da ni bil prevroč. In uspelo mi je speči res okusno palačinko. Bil sem zelo vesel. Dobil sem tak zagon, da sem jih spekel kar 10. Nekaj sva jih z babico pokapala z medom in jih takoj pohrustala, druge pa sva odnesla mami in očiju. Nad poznim zajtrkom, lahko bi rekli celo kosilom, sta bila navdušena. Pohvalila sta moje palačinke in se strinjala, da bom lahko še kdaj pripravil kaj okusnega za podzob. Pohvale sem bil vesel. Vaja res dela mojstra, sem priznal. Če pa hrani dodaš še skrivno sestavino in pomoč zlate babice, pa je uspeh zagotovljen. Pogledal sem babico in ji rekel: Draga moja babica, vem, da je pot do tja, da postanem kuharski mojster, še zelo dolga. Z veseljem pa bi s teboj pripravil še kakšno okusno jed, s katero bi presenetil starše in prijatelje. Babica me je objela in odgovorila, da mi bo z veseljem še naprej pomagala pri urjenju mojih kuharskih veščin. Bravo, Ježek Pepko, za pogum ter vztrajnost. Ježek nas je naučil, da za dobre palačinke ne potrebuješ čarobne palice, ampak potrpežljivost, vajo in pripravljenost poslušati tiste, ki imajo že veliko izkušenj pri kuhinji. In ko v kuhinji delaš s srcem ter ljubeznijo, je uspeh zagotovljen. Brbončice pa prekipevajo od navdušenja. No, morda se nakdaj tudi kaj ponesreči, a to ni nič hudega. Najpomembneje je, da ne obupamo, ampak se vztrajno učimo naprej, saj veste, vaja dela mojstra. Če pa se bo v vas prebudil kuharski navdih, poiščite recept kar v knjigi ali si oglejte filmček s kuharskim mojstrom Lojzetom Čopom. Kdo ve? Morda boste naslednji palačinkarski mojstri prav vi. Timeja Ameli, najlepša hvala za idejo o čudoviti slovenski pravljici. Otroci, lepo se imejte, bodite vztrajni. Ježkov pozdravček Timeji Ameli ter pa vsem ostalim poslušalcem mojega knjižnega kotička. Bravo, Ježek. Morda se pa tudi sama lahko lotim peke palačink. Najprej pokukala v video posnetek. Lep pozdrav, kuharski navdušenci. Jaz sem Lojzet Čop, najmlajši kuharski mojster v Sloveniji. Danes bom z vami pripravljal izredno preprosta stvar, ampak tudi ta mora biti narejena na pravi način, da izpade fenomenalno. Pripravljali bomo eno najljubših sladic za otroke in pa tudi tiste mlade po srcu. Pripravljali bomo palačinke. Kaj potrebujemo?